Gledate oddajo Klepet ob kavi. Bolečina je signal, da je nekaj narobe. Zato je jemanje protibolečinskih tablet in ignoriranje bolečine pravzaprav najslabše, kar lahko narediš. Kakšne manjše bolečine res velikokrat ignoriramo v smislu, zdaj sem se pa že navadil, sej enkrat bo že bolj. Pač živiš s tem. Češ, da sej ni tako hudo. A res ni tako hudo? Kaj pa, če je bolečina naša prijateljica? Kaj pa, če smo lahko hvaležni, da nas nekaj boli, saj je vendarle to opozorilo? Dr. Mitja Bračič je ekspert za športno diagnostiko in se s poškodbami in bolečinami srečuje dnevno. Nam pa bo povedal, kako in zakaj zdraviti bolečine in katere preventivne poglede upraviti prej, da ne bi tvegali določenih poškodb. Z njim pa je tudi njegova fizioterapevtka. Lepo pozdravljena, dobrodošla oba. Torej, danes se bomo zelo osredotočili tudi na tiste rekreativne športnike oziroma tiste, ki niso profesionalni športniki, radi pa vendarle imajo šport, kaj se zgodi in poškodba pride, bolečine tudi. Kakšen je tukaj koncept, na kakšen način, kaj vse jim dejansko lahko nudite za to, da se tega izognemo? V prvi meri bi rekel, da je urgenca tista, ki je najbolj nujna. Se pravi, ukrepamo takoj, ko se pojavi bolečina. Tukaj svetujemo seveda obisk specialista, kirurga, če je to potrebno. Če bolečina ni v takšni meri, da potrebuje specialistični pregled, potem se direktno oglasijo pri nas. Opravi se funkcionalna diagnostika poškodbe, potem se opravi fizioterapevtski pregled, fizioterapevtkinja pripravi načrt rehabilitacije, kjer sodeluje včasih tudi kineziolog v zadnji fazi priprave in pa normalno vsi sodobni fizioterapevtski postopki, ki so potrebni, da mi poškodbo pozdravimo in pacienta potem pripravimo tudi za nadaljevanje športne rekreacije. Ker marsikdo, jaz jih poznam, vsako jutro tečejo ali hodijo na fitness ali plezajo ali karkoli in ne samo, da jim je to fajn zaradi fizičnega dela sebe, ampak jim je tudi ventil, mentalno, psihično jim je zelo, zelo pomembno, skoraj so že odvisni od tega na takšen način, sploh pa v teh časih si dejansko pomagajo, da so lahko osredotočeni na delo. Jaz bi tukaj vedno omenil balans. Se pravi, moramo vedeti, da tudi delo, ki ga opravljamo, je izjemno zahtevno, ogromno energije porabimo. Potem je tukaj naša družina in potem tukaj še šport. Velikokrat rečem ljudem, če imate naporen dan v službi, si mogoče raje vzamete čas za regeneracijo. Če imate tako, bom rekel, nekje srednje naporen dan v službi, potem pojdite na športno rekreacijo. Ampak ni pa vedno športna rekreacija tista, ki je balans, se pravi, proti službi, lahko deluje tudi negativno. In smo že pri hormonih dejansko, ne? Tako. Ali obstaja dobra bolečina? Bolečina je vedno nek signal, da se nekaj dogaja v telesu. Tako da ni dobro, da jo zanemarimo ali pa da jo damo nekam na stran, pa rečemo, se bo minilo. Se nekatere bolečine res po določenem času minejo same od sebe, nekatere se pa lahko tudi poslabšajo oziroma postanejo še močnejše. Tako da je treba biti pozoren, poslušati svoje telo in potem, če to ne izzveni bolečina, poiskati tudi kako pomoč. Ampak bolečina torej ni sovražnica, ampak... Ne. V bistvu je nek znak, da rečemo, nekaj se dogaja, dajmo to rešiti. Kaj pa, ker rečejo, nekaj me je zagrabil, čas zaceli vse rane, bo tudi to? Ja. Tako, pri določenih stvarih je res, da počitek oziroma da ljudje počivajo zmanjša bolečino, v določenih primerih pa tudi ne bo to okej, pa bo se bolečina še povečala. Jaz vedno pravim ljudem, da neko zmerno aktivnost, tudi kadar je bolečina, je priporočljiva. Ni zdaj samo tako, zdaj me pa nekaj boli, bom pa ležal na kavču cel teden. Ne, se da še marsikaj narediti, tako da neka zmerna aktivnost je takrat tudi priporočljiva. Ampak na vaši kliniki je pravzaprav pristop usmerjen zmeraj na posameznika, se pravi glede na njegovo življenje, njegovo poškodbo, njegovo telo. Tako. Doktor Bračič, vi ste sodelovali z najbolj izjemnimi slovenskimi in tujimi športniki, profesionalnimi športniki na svetu. Ukvarjate se tudi z ostalimi. Zdaj, pri profesionalnih športnikih nam je jasno, pride do poškodbe, zaradi tega, ker je to njihova profesija kot tašna. Zakaj pa ponavadi pride do poškodbe pri rekreativcih?
Tudi zaradi tega, ker pretiravajo? Ja, to je eden od dejavnikov. Drugi dejavnik je ta, da se moramo zavedati, da športniki pričnejo s svojimi telesnimi aktivnosti v zelo zgodnji otroški dobi ali pa mladostniški dobi. Nekateri se za rekreacijo odločijo šele v pozni, po 30. 40. letu in nimajo te fizične predpriprave kot vrhunski športniki. Tretja stvar je potem tehnika športa. Se pravi, vsak šport ima določeno tehniko gibanja, svojo biomehaniko gibanja, ki jo pač na poznejšem življenjskem dobu ne moreš osvojiti tako kot vrhunski športnik. Potem je tukaj pretiravanje, potem je tukaj prekomerna telesna teža, potem je, tako sem že rekel, podrto hormonsko stanje ali pa energijsko stanje, ker imamo tudi službo, nismo profesionalni športniki. In potem vse to skupaj nanese, da pride do preobremenitvenih sindromov. Se pravi, do poškodb, ki so posledica našega dolgoletnega ukvarjanja s športom. In tukaj so poškodbe zelo težke. Nekaj dni nazaj sem svoj avto peljala na tehnični pregled. Vsak let moram. Kako pa ta koncept, da sami sebe val peljamo na pregled, pogledati vse te zadeve, kako pa človek to razume za sebe pa za svoje telo? Jaz bom rekel tako, v profesionalnem športu sem jaz pri vseh reprezentancah v Sloveniji, pa tudi v tujini opravil preventivni pregled vsaj 4-krat letno. To pomeni, vsake 2 do 3 mesece je potrebno opraviti servis pri našem telesu, ker telo je zelo dinamično, lahko se zelo izboljšuje, lahko se pa zelo poslabša določeno stanje. In tudi pri rekreativcih vedno rečem pred spomladanskim obdobjem, ki se začnejo outdoor športi, se pravi, kot je tenis, košarka, tek, kolesarjenje, opraviti preventivni pregled, enako pred zimo, se pravi, tudi zimski športi, kot je skupinska vadba, fitness vadba, kolesarjenje znotraj, smučanje, tek na smučeh je tudi potrebno praviti preventivni pregled, ker so pa to športi, ki se malo drugače obnašajo kot pa športi, s katerimi smo se pa ukvarjali poleti. Lahko bistveno več poškodb preprečimo, kot potem zdravimo. In si v bistvu prihranimo in čas in denar in voljo in vse, ne? Ja, in slabo počutje in slabo energijo in tudi, bom rekel, po vsaki poškodbi ostane brazgotina, tako fizična kot tudi psihična brazgotina v našem telesu. Kot fizioterapeutka, glavna fizioterapeutka na kliniki Global Sports Treatment, s kakšnimi poškodbami se pravzaprav pri rekreativcih največkrat srečuješ? Največ so to vnetja, to so razna vnetja patelarnih ligamentov, to so te kolenske ligamenti, ahilove tetive, potem te plantarni fascitisi, stopalne na stopalih. Tudi v kakih zimskih časih, zdaj smo imeli pred korono veliko poškodb smučarjev, rekreativcev, tako da tega je tudi vsak let več. Tako da so tudi kakšni zlomi gležnjev, kakšne natrganine, potem natrganine ali pa raztrganine vezi, ki rabijo potem operativno zdravljenje, nekatere pa potem tudi konzervativno. To je kar en tak zelo širok spekter poškodb oziroma bolezenskih stanj. Zdaj se mi zdi, da so vsi se na kolesa vrgli, ne? Kolesarjenje lahko tudi prinese kakšne poškodbe? Izjemno veliko poškodb, ja. Vemo, da imamo najboljša kolesarja na svetu, Pogačarja in Rogliča. Jaz sem vesel, da se ljudje začnejo ukvarjati s kolesarstvom. Kolesarstvo je šport, ki zahteva izjemno dobro telesno pripravo in pa izjemno dobro opremo. Se pravi, vsako kolo ni dobro za nas. Se pravi, kolesa tudi imajo svoje zakonitosti od okvirja do balance, do sedeža, do telesne priprave in tako naprej. In tukaj ljudje, bom rekel, malo preveč z levo roko jemljajo ta šport in prihaja do ogromno preobremenitvenih poškodb. Ogromno smo zdravili tudi padcev s kolesi, zlomljena ključnica, rame, nadlaht. Tudi pri gorskem kolesarjenju ljudje se zaletijo v drevo, padejo v grapo. Ogromno zelo, zelo težkih poškodb. Tukaj je treba biti zelo previden, ne. Velikokrat se srečujem tudi s kakšnimi bizarnimi deklaracijami in marketinškimi potezami športne prehrane, torej proizvajalci športne prehrane, ki obljubljajo za tisto pest, tablet, pa ne vem kaj še vse, ne vem kakšno moč in skoraj da postaneš super človek in ali lahko to vodi tudi v nepravo oceno lastnih zmogljivosti, sposobnosti? Bom rekel tako, z določenimi preparati lahko ljudje izboljšamo telesno moč, vzdržljivost, ampak tukaj se potrebno zavedati,
z večjo močjo, z večjo zdržljivostjo, z večjo količino treninga pridejo tudi poškodbe. Športniki imajo za to ustrezen servis, kot so zdravniki, fizioterapeuti, maserji, regeneracijske dvorane in podobno. Tega rekreativci skoraj nič ne uporabljajo. In tukaj zmanjka ta zelo velik delež, ki se mu reče regeneracija po vadbi, in zato prihaja pol do preobremenitve. Druga stvar je tudi ti energijsko telo v sebi lahko podreješ svoje hormonsko stanje, lahko podreješ svojo krvno sliko z dodatki, ki jih jemlješ, bom rekel, kar tako po domače. Je pa ogromno dodatkov, ki so priporočljivi, ampak jaz vedno priporočam pod strokovnim vodstvom. Se pravi, da se opravi preventivni pregled, krvna slika, da se z nutricionistom ljudje usedejo, da pogledajo, kakšna je njihova osnovna prehrana in potem, če je res potrebno, se priporoča kakšni dodatki. Doktor Bračič, vaša klinika je znana po tem, da imate celostni, holistični pristop in zelo sodobne tehnologije, veliko sodobne tehnologije, sodobnih pristopov, vsega ostalega, kar se dejansko potrebuje pri posamezniku. Danes ste me pravzaprav fotografirali pred snemanjem in pregledali, če imam slučajno karkoli. Mislim, meni je to neverjetno, neko podobno tehnologijo sem zasledila kar nekaj let nazaj, ampak to je bil ne vem kako dolg postopek, kompliciran. Kaj je pravzaprav to? To je nek fotoaparat ali kaj? To je poseben fotoaparat za termovizijo. Ti fotoaparati so v preteklosti bili v biomedicini uporabljeni, ampak je bil postopek zelo zahteven. Mi smo z podjetjem Thermohuman iz Nemčije v bistvu razvijali določen postopek slikanja. Teh kamer je ogromno na trgu, ampak zelo pomembna je pa aplikacija, ki smo jo razvili in jo tudi uporabljamo. Mi v minuti dobimo izvid kompletnega človeškega telesa. In za tem izvidom lahko zelo dobro, bom rekel, kot prva diagnostika, diagnosticiramo preobremenitvene poškodbe, poškodbe mišic, vnetne procese in podobno. Prvi na svetu so začeli uporabljati v Real Madridu, se pravi nogometni klub Real Madrid, moja klinika bila pa druga na svetu, ki je začela tovrstno tehnologijo uporabljati. In smo to že pred 3 leti v bistvu uvedli v naš postopek preventivnega pregleda športnika ali pa ob poškodbi in lahko zelo natančno diagnosticiramo, kje se je zgodila poškodba. Potem so pa naprej druge tehnike, kot je mišična diagnostika, po potrebi ultrazvočno slikanje ali pa ob večji poškodbi tudi magnetno slikanje. In to recimo mi pri vseh ljudeh tudi upravimo. V teh časih, ko je pa COVID, pa normalno tudi ljudi slikamo njihov obraz, če so zdravi ali pa ne, ker v bistvu to trenutno najbolj uporabljena tehnologija v svetu za diagnosticiranje COVID-a. To sem jaz v svoji zelo rdeči in rumeni varianti. Tako. In tukaj se potem, glede na te barve, se vidi, kaj se dogaja. Ja, če mi ugotovimo, da je povišana telesna temperatura oziroma da imate sinuse pobarvane rdeče, vas pošljemo potem na testiranje in normalno naprej postopke, kot sledi. In to pravzaprav fotografirate telo in se takoj vidi, kje so kakšni vnetni procesi ali karkoli. Pa to je neverjetno. Ja, recimo tukaj na sliki imamo tudi stopala, lahko stopala poslikamo, lahko celo telo poslikamo, kolena, ramenski sklep, zapestje, komolec v bistvu. In mi, se pravi, tudi med samo rehabilitacijo preverjamo, ali smo pozdravili določeno vnetje ali pa kronično poškodbo ali nismo, ker potem lahko primerjamo prvotno in pa stanje po rehabilitaciji. In so te tehnologije zelo neinvazivne, zelo prijetne za ljudi in ogromno informacij nam dajo za delo. Tole pa ne znam najbolj identificirati, ampak ena taka posebna orodja super ženske. Tako je. Kaj pravzaprav to, kaj počnete sodobni fizioterapeuti s tem? To je v bistvu ena izmed mnogih tehnik, ki jih fizioterapeuti uporabljamo in sicer za mobilizacijo mehkih tkiv. V bistvu malo šparamo tukaj lahko svoje roke na ta način. So različne velikosti, različne oblike, ker pač tudi telo je različno, tako da se za določen del telesa uporablja to orodje. In na takšen način pravzaprav lahko vplivamo tudi na fascije, na vse ostalo verjetno, ne? To je za mobilizacijo fascije, da se sprostijo, da se pač odlepijo in da tudi potem lažje potekajo oziroma da je ta potek lepši, gladek. Fleten.
Zelo fleten. Zelo uporaben. Jaz bi tukaj dodal še, da recimo ljudje mogoče ne vejo podatka, da preko fascij se lahko 2 do 3-krat več tekočine prelije dnevno kot po krvnem obtoku. Se pravi, fascija je naš zelo velik organ, ki poteka od glave do prstov na nogah, in če prihaja do določenih poškodb, se te fascije zlepijo, deformirajo, poškodujejo in tam potem zastane pretok tekočin, se pravi vode in pa tudi energije. Ne. V bistvu ogromno teh poškodb povzroča tudi, se pravi, energijski blokad na telesu, ki lahko pa potem tudi vplivajo na mentalno zdravje. Ne. In zato je zelo pomembno, da recimo tudi preventivno in pa redno prihajajo ljudje na preventivno fizioterapijo, kjer lahko z fizioterapevtom ogromno stvari že prej odpravijo, preden pride do resne poškodbe. Se mogoče kdaj soočate tudi s tem, nekateri ljudje se velikokrat zaradi nekih čustvenih takih in drugačnih zadev zatekajo športu oziroma si kar sami mogoče prikličejo na nek način take bolečine, se z njo identificirajo, kakorkoli že. Tudi to pazite, glede na to, da je vaša klinika deluje celostno? Jaz lahko iz svojega primera rečem, jaz sem bil 15 let vrhunski športnik, ukvarjal sem se z atletiko, ogromno sem pretreniral in sem ostal zdrav. Ne, jaz sem tudi, kot bom rekel, bodoči znanstvenik na področju športa, sem ogromno testov opravil, tudi zdaj opravljam ultrazvočne preglede, nimam obrabe hrustancev, zdrav telesni sistem in se redno ukvarjam z rekreacijo. Ampak rekreacija, bomo rekli, ko sem bil športnik, športnik ima kariero 10 do 15 let, rekreativci imamo kariero 30 do 40 let. Se pravi, mi se želimo v pozno starost ukvarjati z športno rekreacijo, športom za zdravje. Zato je tukaj zmernost izjemno pomembna. Tudi če en dan ne gremo teč, nič nismo zamudili. Bomo šli pa naslednji dan, pa bomo doma naredili kakšne vaje za moč. Ne sme nam v bistvu ta obremenitev biti tak močen trigger, da mi moramo to narediti. Ni nujno. Včasih se lahko tudi usedemo, se sprehodimo, se pogovorimo s svojimi prijatelji, domačimi. In bom rekel tako, ta energijski balans je izjemno pomemben v življenju, ker pač življenjska energija je omejena. In če bomo mi zdaj se zagnali v šport in vse sile usmerili v to, pač bo naša življenjska doba dosti krajša, kot če bi mi to počeli zmerno. Enako je isto s hrano, tako je življenjsko energijo, tako je z energijo, ki pač vlagamo v šport. Cilj rekreativne vadbe bi torej naj bil Zdravje, dobro počutje, druženje, socializacija in tudi kar zadeva recimo športno rekreativno tekmovanja, jaz bi vedno bolj vzel kot druženje, vidiš prijatelje, malo se športno dejstvuješ, nikakor rekreativno tekmovanje ne sme biti tekmovalnega smisla ali pa tekmovalnega vidika in razglasitev tekmovalcev. To je postranska zadeva v športni rekreaciji. Ja, okrog teh maratonov je zagotovo potem veliko poškodb. Tudi sama priznam, ker sem se enkrat pripravljala na maraton in se mi je potem tukaj mišica, sem imela težave, pa sem si rekla, pa kaj se grem, neko tekmovanje, Madonna, ne? Hitro pademo v to. V tem svetu smo tekmovalnem, ali kaj? Jaz mislim, da je to nepotrebno pri ljudeh. Zakaj? Jaz vedno pravim tudi svojim otrokom, zakaj se kregate? Tako rečem, pa zakaj se tako matrate? A ni bolje, da se vi dobro počutite, da ste dobre volje, kot pa da vas vsak dan nekaj boli. Mene je to vodilo v življenju, da se dobro počutim, da se imamo fajn, kako lepo besedo rečemo, kot pa da se mi vsak dan matramo, pa to bolečino nosimo sabo. Dajmo se teh bolečin enkrat rešiti, pa se imeti malo boljše zdravje, boljše počutje in tako naprej. In predpostavljam, da potem, ko se imaš rad, tudi dobro skrbiš zase in se peleš na preventivne preglede in vse take in drugačne zadeve, da podprejo, ne? Ker če bi videli ljudi, ko pridejo po endoproteza kolensko, menjavo kolka, jaz mislim, da si noben ne želi tega v življenju, ker to so pa resne travme in potem se naše aktivno življenje zaključi. Upamo, da bo tega čim manj, ne? Najlepša hvala za vse informacije in ja, upam, da ste si vsi rekreativci kakšen stavek tudi zapisali in postavili, da si ga boste postavili na neko tako vidno mesto. Sicer pa, ja, dajmo se torej rekreirati iz pravih razlogov na pravi način in dajmo se peljati na servis. Zdaj vemo kam, kako in na kakšen način.